to ne bo predavanje, to bo zgodba. Če pred 150 leti, ne, če bi stopili v kakšno moderno galerijo, bi videli, da so vsi kipi beli. Seveda so kiparji tega časa natančno vedeli, da so arheologi pogruntali, da so bili posebej v starejših, recimo predklasični dobi, grški kipi strahotno pobarvani, prave popartistične spake. Ampak Roden je rekel, ni važen razum, moje srce mi govori, da so bili beli. In od takrat naprej pravzaprav vidimo vse te umetnine pravzaprav kot nekakšne, kako bi rekel, kot nekakšne vrtove, ne, tako kot v tem primeru, ali pa take je še mogoče bolj znan, sam če bom zdaj jaz znal to narediti, a vidite, ne, kjer je slikar, ki ni nič pomenil, ki je bil pač dizajner, delal je reklame in tako naprej, Jules Grün, 1911 leta poslikal celotno sceno, kako izgleda en petkov popoldne na salonu, kjer so bile dame prav posebej oblečene, to je bila ta posebna moda, da ste prišli takrat tako oblečeni, in noter je kakšen 25 figur njegovih umetnikov, vključno z njim, ki se sklanja s svoji ženi tamle noter. Ampak tisto, kar sem hotel pokazati, je to, da so bili te kipi pravzaprav postavljeni v nekakšne vrtove in so bili tako kot neki cvetovi sred vsega tega. Problem je pa v tem, da kdo bo to kupil. In mi smo nekako zdaj, če grem jaz v moderno ali pa v Narodno galerijo, živim s črnimi patiniranimi broni, ne. Takrat nobenemu ni v glavo padlo, da bi na ta način gledal. Gledali so bele stvari, ker bodisi so marmore, bodisi so bile iz mavca, ampak ta predstava bele površine kot kipa, kot galerijskega kipa, se je zelo dolg časa in zelo zanimiv uveljavljala. In seveda, glede na to, da je bila leta 1900 poplava vseh mogočih razstav, smo tudi mi imeli razstavo v mestnem domu, no, in seveda Repičeva Borilca sta bila takrat omenjena pri katoliškem piscu Eugenu Lampetu. On piše, ja, kvaliteta je zanimiva, najbolj pa je izpostavljena njena golota in divji oprijem obeh borilcev. In seveda zdaj to goloto, to anatomijo morate prebrati kot goloto, ne? Ker on v svojih tekstih seveda tega ne bi nikoli omenil. In če se spomnite, v Društvu slovenskih umetnikov so bile nuditete izključene, približno tako kot politika. No, ampak mene je začelo zanimati, kaj pravzaprav ta kip pomeni. Recimo, tipično je bilo, da ni bilo nobenega kupca zanj in da so ga kupili nemški bankirji, ki so imeli takrat kmečko banko čez in so jo kupili za Rudolfinum, tako kot je gospa profesor prej govorila, ampak problem je bil v tem, da so oni to odkupili, niso ga pa dali odliti. Tam jim je pa njihov kapital na nek način zmanjkal. Tako da večino teh belih kipov, recimo Berneker, Repič in tako naprej, oni niso videli tega, kar mi danes vidimo, bronaste odlitke. Večina bronastih odlitkov je delana recimo praktično po drugi svetovni vojni, ne? In še to seveda problematični, zato ker modeli takrat niso bili več tako zelo imenitni. Ampak recimo, če pogledam en tak Repičev kip, ne, seveda je približno tako kot pri Bernekerju. On je 94. leta je treniral pravzaprav ta motiv dveh dečkov, ki se prepirata in tako naprej, in je pravzaprav imel neke vrste uvod, neke vrste predštudijo za potem ta borilca, ki sta se pojavila. Zmeraj se postavlja vprašanje, kaj so pravzaprav ti kipi pomenili. Prišli so iz akademije. Akademija je imela velikansko gliptoteko. In oba dva profesorja, pri katerih študira Kundman pa Helmer, sta bila čist popolnoma dosti dobra poznavalca te gliptoteke dunajske in seveda je bil eden od prvih takih virov, je bil ta kip teh borilcev iz gliptoteke,
ki je seveda bil bronast odlitek, celo Lizipu pripisan, pa potem v vsaj enih 10 rimskih kopijah narejen, ta recimo iz Uficija, ampak to je bilo tudi na sami v gliptoteki in so lahko seveda študenti lahko se to študirali. Ampak vsebina teh spopadov takrat je imela pa neko tradicijo, recimo, ki bi jo lahko Repič, če bi imel denar, zvedel, če bi hodil na predavanja Štilkunde. Tam so jih pa učili neke vrste tudi ikonografijo. In ta ikonografija se vrača nazaj na grški pojem pankrasion. In to je bil pa spopad v telovadnicah, rokoborba, grški prosti stil bi danes lahko rekli, kjer je bilo vse dovoljeno, razen dušenja in iztikanja oči. In potem, če berete starejše zgodovine, boste ugotovili, da so bili te borci tisti, ki so Aleksandru Velikemu pomagali najhujše perzijske sovražnike pobiti, ker so bili izredno močno, tehnično izredno šolani. To je bila prav ena posebna, ta pankrasion, ta šola je vodila potem v izredno sposobne vojake. No, ampak recimo, če se vrnem zdaj nazaj k temu, kar jaz imenujem, da so to galerijski kipi, zaradi tega preprosto, ker niso imeli drugega socialnega, konkretnega okolja, kjer bi nastali. Ne. Mi smo imeli kipe v cerkvah, smo jih imeli v muzejih, tako in tako, ampak recimo nek javn, laičen, profesionalen izdelek, pa rab galerijo, ne, rab salon, rab se pravi tisto socialno okolje, kjer so to predmeti, kjer je to prvič normalno blago. In to blago seveda nekaj šteje. In recimo Repič ni nikoli videl svojega kipa odlitega v bron in so ga odlili tam nekje v začetku 50 let. Ne. Ampak je pa zanimivo, če pomislite na prejšnje dva, kako je on tlele vzgori, ta telesni del je pa razvil tako, da je popolnoma pustil za sabo grško tradicijo. In tle je ena teza, da tudi če vi gledate antične kipe, boste videli, da v zadnji tretjini 19. stoletja iza tako imenih antičnih stile ali antika, ne, zmeri diči ena v bistvu zelo realistična izkušnja, deloma stilizirana skozi akademijski študij, ampak da je v bistvu nek telesni realizem, včasih celo pretiran, recimo jaz sem šel mirt in takale ramena so imeli samo še profesionalni borilci takrat. Ne. Se pravi, da je v bistvu nek antični model tukaj postavil v sodobnost. In drugo, kar je, nobenemu od teh kipov ne morete pripisati neke starejše psihološke ali pa mitološke ali pa arhetipske vsebine. Ne? Tle sta se dva moderna profesionalna borca spopadla in pravzaprav ne gre za nekakšno psihomahijo, kvečjemu lahko gledamo, kaj se v tem boju dogaja in seveda na nek način, koliko daleč je bil sposoben obvladati tak prizor. Recimo, njegova časovnost je zanimiva. Ne? Tle imamo dve šanse. A vidite, njegovi lasje so tako kot pri današnjem Ronaldu, ki 90 minut teče, pa se mu lasek tu za 1 sekundo ne premakne. Ne? Če bi se te dva zelo bojevala, bi tista moderna preča pa vse to šlo v maloro, medtem ko ga je tukaj ujel kot enega modernega rokoborca, tako da se je ta starejša ikonografska tradicija zelo težko prilimala, prilepila na take primere. Ne? Recimo, ena od redkih takih, bi rekel, psiholoških zadev v tem je to, da je zgornji borilc, ima veliko las in tako naprej. In če greste v moderno Narodno galerijo pogled, boste videli, da je ta spodnji bolj postrižene lase, skratka, da je pravzaprav popušča, da nismo na začetku boja, ne, ampak v enem usodnem trenutku kdo bo popustil. Ne. In to je bila mogoče ta kako bi rekel,
neposredna fizična resničnost. Ne. Naprimer, če berete dunajske ali pa francoske ali pa nemške časopise, vidite, da je bila rokoborba spet blazno popularna, zaradi tega, ker so stavili nanjo. Prej je bil boks popularen, ampak v bistvu boks je popularen zaradi stav, ker so stavili nanje. In zdaj je bila rokoborba popularna in seveda to je ravno tako naštimana fotografija, veste, z vsemi detajli, kot se pravi, ne sredi boja, ne, ampak je atrapa. Ves čas me je nekaj begal in sicer, da so bili slovenski kiparji, recimo že France, Zajec, ne, pa njegov sin, pa recimo Ajlec, pa skratka, vsa ta generacija, ne, je bila šolana na Dunajski akademiji in so v bistvu boljše obvladali telo kot naši slikarji. In sem začel premišljati, zakaj je temu tako. In eden od odgovorov je Ažbetova šola. Če vi berete spomine iz Ažbetove šole, boste ugotovili, da se vsi ukvarjajo s Kugel principom pa s Kristalizierung der Farben. Nihče, niti ruski raziskovalci ali pa pisci, recimo od Kandinskega naprej, ki je rekel, da so pač v Ažbetovi šoli bolj ali manj simpatično dišeče figure, se ni ukvarjal s tem, kako je Ažbe, potem ko je postavil Kugel princip, ne, tlej najbolj svetlo, pol je podsenca, odzadnja senca in tako naprej, vsi pišejo o glavi, nihče ne piše o telesu. In sem začel spraševati, kje so pa telo potem tako študirali in kje je bila metoda Ažbetova za telo. In se izkaže, da niti v spominih tega ni, recimo Kardovski, ki je mogoče najbolj natančno vse to razumel, piše potem, recimo, da so akt postavljali in jim je bilo najbolj všeč to, da so bili 3 akti in da so se akti spreminjali. Se pravi, da ni bilo toliko, da bi oni preštudirali celotno anatomijo in da bi izhajali iz telesa proti epidermi, ampak so potegnili črto. Strnen, recimo, vi ne veste, katere mišice se gibljajo pod strnenovimi figurami, pa je bil Spitzenschüler od Ažbeta. Se pravi, tle je eno zanimivo področje raziskav, kjer pravzaprav mi nimamo pravih osnov, razen, če greste študirati, recimo, lokalne, zlasti zgodne letnike na Dunajski akademiji ali pa recimo v historično slikarstvo. Ne. Tam potem vidite tudi, da so bile figure, ki so bile narejene po gliptoteki, ven iz antike, da so jih potem vse v bistvu prevajali v realnost konca 19. stoletja. Tako veste, da bi antiko prestavili v neko blagovno kulturo konca 19. stoletja. In v tem je zelo zanimivo, da se začne zgubljati celotna arhetipska vsebina starejših kipov. Ne? Recimo, vi imate antično tradicijo, ki traja nekje, do neoklasicizma, ali pa recimo zelo veliko je še v romantiki, in potem v zadnji tretjini 19. stoletja vstop v vse te izme realizem. In kar je zanimivo, ko vstop realizem, postanejo te kipi vsi moderni, ne? Zato nobeden ne bomo več antične frizure, ne? Ampak bo antična alantika stile, bo ohranjen, ampak iza tega, tudi recimo v simbolizmu je isto, v simbolizmu je treba zelo natančno gledati, kako močna je realistična podstat še tako ezoteričnih figur, ki jih najdete v simbolizmu. No in recimo, eden takih redkih primerov je, to je še pred Ažbetovo šolo, ne? To je vesel, takrat so se šele odločali, da bodo Ažbetovo šolo naredili in sem najdel, seveda, Kubilca, vsi so znali delati akte, ampak njih je zanimala površina, ne pa kiparski model, kjer zmeraj začnete z notranjo mišico in pridete do epiderme. In tale njegov študijski, saj vidite, ne, vi ga gledate in potem vidite, do tukaj je še nekako resno delal, ne, tlele, vidite, to je že čisto anatomsko zgrešen, to je samo še signaliziral, ne, ampak zgornji del, ta mišični del, je pa v bistvu eden redkih primerov kiparske forme v tem smislu
telesnosti, utelešenja, o katerem sem govoril. Tako da je Ažbetova šola pravzaprav je nehote pozabila na telo, tako kot je pozabila na pravzaprav celo vrsto, recimo v kristaliziranju barv, na neoimpresionizem, ne, ker Ažbe ga žal ni poznal. No, ali pa recimo, če vzamem še en tak primer, a sem še 5 minut, pa bom pa hitro končal. Recimo Zajc, ne, on gre 99. leta z temle Tomanom, ne, gresta v Italijo in predelata celo Italijo in kar je najbolj važen, gresta v Carraro in gledata, kako se kamni lomijo in kakšna je kvaliteta marmorja. Ko pride nazaj, 1902, naredi ta kip, to je seveda ime, je nastalo šele leta 1949 na razstavi in je vezalka sandal. Zdaj niti ne vemo, kaj počne, ampak če pogledate, ne, on je celo, recimo frizuro je iz antičnih form moderniziral, spod vsodo si je Michelangela, ne, ker je pač to bil tak topos, kjera figura pa ni bila takrat pravzaprav, če je bila v kontrapostu, ni imela namiga na to, ali pa recimo tehle, tako kot je ta Žil Dalu iz Golubenkija, ne, teh je bilo še in še, kakor hočete, teh tipov, teh kopalk, ki pravzaprav izhajajo iz ene starejše antične tradicije in se v 19. stoletju začnejo prilagajati lokalnemu okusu. Namreč zelo važno je vedeti, da 19. stoletje dela nekaj, kar dela naš današnji čas. In sicer to je, da oni, recimo posebej zadnja tretjina, oni gledajo nazaj približno tako, kot da je bila zgodovina ena trgovina. In vi iz trgovine jemljete antiko, barok, renesanso, klasiko, lokalne stile in tako naprej, ampak vi si v tem, da jih potem formirate v blagovnem okusu časa. In to je nenavadna postmoderna situacija, takrat, ko se čas ustavi in začenja looping, ne, začenja uporabljati celo vrsto stvari, ampak pazite, vse ti proporci, ki zdaj nastajajo, so proporci, ki grejo od realistične skulpture naprej, ne več od antične. Noben, če bi delali v 19. stoletju v antiko, bi vsi rekli, niti ena ta figura ne more stati. Prej se bo polomila, tukaj je še prava, čez trebuh so bile vse čistenke in tako naprej. Ok, dobro je. Ampak jaz sem se hotel ustaviti sam še pri enem vprašanju. Vprašal sem se recimo, kaj bi ta pomenila, kaj bi zdaj pomenila ta, no vidite, dobro, to je sam še en primer, če boste kdaj imeli težave pri Zajcu analizirati, ali je ali ne, potem preverite njegove prsi. On ima, to je tako, ko so druge v 19. stoletju še, jaz sem Morelli gledal, jaz gledam prsi in točno vidim tudi datacijo, tako lahko postavite, da je 12, ne, da ni tista 2 in da je kasnejša in da je Medeja, to je en slab diapozitiv, ker je bila to ena privatna gospa Ulrich se je to zmislila, da bi ona to naročila pri njemu in on je bil zelo spreten in je takoj to naredil. No, ampak, pardon, če se vrnem nazaj, mikrofon. Če se vrnem nazaj, ne, kaj pravzaprav zdaj ta figura pomeni? In jaz sem šel gledati v Dunajsko gliptoteko, akademijsko, in sem našel eno kopijo te figure, samo da boste videli zdaj, ne, te figure, ki je Nioba potem, ko je že pomagala Egipčanom, pomagala Grkom in je motiv, ki sicer original je v muzeju v Atenah, ne? In tlele vidite, ali pa slabo vidite, kako se ona sklanja dol in si sname sandal. In teza je, da je Nioba, ki je pomagala Ahajcem, da so premagali Perzice, takrat stopila na osvobojena atenska tla in ker jih je seveda neskončno cenila, si je predtem slekla sandal, zato ker je stopila svobodno nogo na svoboden teren.
In zdaj seveda, če pravim, ne, če bi naši študenti imeli denar in kupovali ure za 4 kunde, potem bi verjetno prišli do teh informacij, ampak ponovadi tega denarja ravno ni bilo veliko. In to je samo en tak tipičen izlet, da vi lahko vzamete en stil al-antika in ga potem pripeljete do ezoterične interpretacije. Sam še ta diapozitiv čist na konec dam. Moja teza je, da smo v raziskavah, seveda, jaz bi lahko zdaj tukaj govoril, kaj je galerijski kip kot predmet v umetnosti 19. stoletja. Kakšen specifičen žanr ima, kakšno socialno okolje, kdo so ga kupovali, kako so ga kupovali, kaj so zahtevali. Ampak tako ali tako je večina teh stvari pravzaprav ostala v mavcu. So ostali mavčni odlitki in je bil velikanski denar potreben, da se je potem vse to odlilo. Recimo, takole, ko je Peruzzi, ne, naredil svojo ženo, ta akt, ne, jo je, seveda jo ni otisnil po modelu, ampak jo je zmodeliral, ne, ampak recimo to je prvi akt, ki nima nobene alegorične vsebine, ki nima nobenega posebnega pomena. Akt, tako rekoč, brez lastnega ikonografskega subjekta. In mene je začelo zanimati, kako pravzaprav se v če gledam zdaj čisto specialno kiparstvo, kako se skozi to zvezo med historično apropriacijo antičnih in drugih modelov z blagovnim pritiskom na kupca formira lokalen okus, ki je hibriden, in mi smo dostikrat zelo negativni do vseh teh neoklasicizmov, neobarokov, neorenesans, kako je v zadnji tretjini 19. stoletja. Ampak če pogledate proizvodne pogoje, boste videli, da je bil to pravzaprav samo en hibriden okus, ki je proizvajal izdelke za odprto tržišče. In galerijski kipi so pravzaprav predpostavka tega trga in te zgodovine. Zdaj pa neham. Imam vsaj še 100 diapozitiv.